Pozimi je seveda zelo pomembno, da smo toplo obuti. A s čevlji in nogavicami so povezani tudi mnogi praznični običaji. Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. V prejšnjih epizodah smo že omenili, da na Hrvaškem in v nekaterih drugih državah na predvečer svetega Miklavža otroci očistijo svoje škornje in jih nastavijo na okensko polico v upanju, da jim bo dobrotnik prinesel darila. V mnogih državah, med drugim tudi v Franciji, škornje, nastavljene pred vrata, z dobrotami napolni Božiček. Otroke na Nizozemskem obdaruje Sinterklaas, in sicer 5. decembra. Pripelje se s parnikom, oblečen je kot katoliški škof in spremlja ga črni Peter. Otroci dobrotniku nastavijo lesene cokle, ki jih napolnijo s korenjem, senom ali kockami sladkorja za njegovega konja. Priložijo pa tudi pesmico ali pismo. Dobrotnik pobere darove, namenjene njemu in njegovim pomočnikom, v zameno pa v te iste cokle položi darila za otroke. Ta tradicija se je začela že v 15. stoletju in je bila namenjena predvsem revnim otrokom. Ti so 5. decembra svoje cokle odnesli v cerkev in bogati sokrajani so jih napolnili. Dan kasneje, 6. decembra, na obletnico smrti dobrotnika svetega Nikolaja, so vsebino čevljev razdelili med reveže. V Italiji La Befana, ki prileti na metli na predvečer svetih treh kraljev 5. januarja, pridnim otrokom prinese sladkarije, porednim pa kose premoga in jih odloži v nastavljene nogavice. Na prav poseben način pa v času Božiča obutev uporabijo na Češkem. Neporočene ženske s pomočjo čevljev na božični večer namreč preverijo, kako dolgo bodo še samske. Obrnejo se s hrbtom proti vratom in vržejo čevelj čez ramo. Če čevelj pristane s prednjim delom proti vratom, pomeni, da se bo poročila v enem letu. Če pa pristane s peto, pa to pomeni, da bo morala še malo počakati. Kdo ve, kaj pa, če je vse res? Lepo se imejte in pazite nase.